Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Znanstvena monografija Želje in protislovja, likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947 do 1979 se podrobno posveča pojavnosti razstavnih postavitev v izbranem obdobju 20. stoletja. Ob tem upošteva politične okoliščine tistega časa in raziskuje mesto, ki ga je v takratni družbi razstavljanje zasedalo. Raziskave se osredotočajo na geografsko območje današnje Slovenije, takrat del Jugoslavije, a ne ostanejo le tam. Veliko poudarka je namenjenega gostujočim razstavam. Kam so dela slovenskih in jugoslovanskih umetnikov potovala in kje so bila predstavljena? Obenem pa tudi, katere umetnike so si Jugoslovani in Jugoslovanke lahko ogledovali na naših razstaviščih in katera razstavišča so to sploh bila? Na vprašanja o razliki v odnosu do vzhoda in zahoda nam morebiti še najbolje odgovori kar naslov monografije, saj izražene želje jugoslovanske umetnosti znotraj svetovnega umetnostnega sistema kažejo na protislovja, ki postanejo v retrospektivnem pogledu v preteklost še toliko bolj očitna. Prav te pa raziskovalke in raziskovalci s podrobnim preučevanjem raznolike in včasih pomanjkljive arhivske dokumentacije obravnavajo v znanstveni monografiji. Poleg današnjih gostov v studiu so avtorice in avtorji objavljenih raziskav še Katarina Mohar, Cvetka Požar, Maja Vardjan, Meta Kordiš, Tina Fortič-Jakopič, Ivan Smiljanić in Tina Palajić, sourednikoval je Miha Valant. Današnji gostje oddaje Ars Humane predstavljajo še preostali del avtorske ekipe. Tu so doktorica Nika Grabar, ki se je posvetila konstruiranju ideje arhitekture Jugoslavije skozi perspektivo dveh povojnih razstav, Gregor Dražil, ki je raziskoval obsežno gradivo Ljubljanskega grafičnega bienala in preučeval razstavljanje slovenskih umetnikov v zahodni Nemčiji in v Italiji, sourednik monografije Vladimir Vidmar, čigar prispevek obravnava potujoče razstave, ki so iz Združenih držav Amerike pripotovale do Ljubljanske moderne galerije, in pa doktorica Beti Žerovc, sourednica monografije in vodja celotnega obsežnega raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije 1947 do 1979. Z gosti se bom pogovarjala Urška Savič. Vabljeni v našo družbo. Nika Grabar, Gregor Dražil, Vladimir Vidmar in Beti Žerovc, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Kot smo slišali v uvodu, se prispevki v monografiji posvetijo času po drugi svetovni vojni do konca 70. let. Obravnavano področje Slovenije pa je takrat del politične tvorbe, umeščeno med vzhodni in zahodni blok, med neuvrščene, torej Socialistične federativne republike Jugoslavije. To obdobje obravnavate skozi prizmo razstavljanja, vzpostavljanja in delovanja razstavnih ustanov in političnih odločitev povezanih s področji likovne umetnosti in arhitekture. Njuna povezanost in prepletenost politiko države marsikdaj ni izpostavljena, širši javnosti se morda včasih zdi, kot da je umetnost lebdeč in neuvrščen koncept, monografija pa dokazuje, da ima znotraj politike držav zelo pomembno vlogo. Ali lahko opišete razmerje med umetnostjo in politiko časa hladne vojne, ko je bila delitev na vzhod in zahod zelo nazorna in je Jugoslavija svojo neuvrščenostjo stala na njunem presečišču? Jugoslavija po drugi svetovni vojni je neka tvorba, ki gre skozi nekoliko različna politična pa tudi umetnostna obdobja.
in to se odraža tudi v naši raziskavi. Recimo, da to nakazuje tudi 2 razstavi, ki sta nekako tudi ta 2 datuma, ki zamejujeta celotno raziskavo in sta tudi v naslovu knjige, in sicer to je 1947 in 1979. Ta prva letnica, 1947, se nanaša na kratko obdobje, ko Jugoslavija in z njo Slovenija se približuje Sovjetski zvezi tudi na kulturnem področju, ampak to je eno tako izjemno kratko obdobje, ki se konča že leta 1948 z izključitvijo Jugoslavije iz Informbiroja. Takrat se na kulturnem področju povsem prekinejo stiki z Sovjetsko zvezo in z vzhodom, in takrat se gospodarsko in politično začne Jugoslavija povezovati z Zahodom, kar potem pa pripelje tudi do tega, da recimo likovno polje nekako na to recimo, da reagira zelo specifično. Jugoslavija je imela predstavo, da mora vzpostaviti nek umetnostni sistem, ki bo drugačen, kot je vzhoden ali kot zahoden, ampak ta tretja pot se nekako ne realizira. Ne, v tej, se bi tudi rekla, neki stiski, kjer ti povsem na novo vzpostavljaš nek politični sistem in si bistveno bolj zaposlen recimo za popravljanjem vojne škode in vzpostavljanjem gospodarstva in vsega mogočega, a ne, potem tudi kultura in umetnost morda nista bili vedno na prvem mestu. Tisto, kar se zgodi, je, da umetnostni sistem nekako razpade v, bi rekla, 2 dela, kar recimo pokaže tudi naša knjiga, kjer imamo ogromno neke umetnosti, ki jo podpira država v skladu za svojo doktrino, to je vse, ne vem, od amaterizma do umetnosti revolucije, ki se recimo izvaja v muzejih revolucije, vidimo jo v spomenikih revolucije in tako naprej. In potem imamo segment visoke umetnosti, ki pa ostaja potem zelo, zelo povezan z to klasično zahodno kanonsko umetnostjo. In tukaj potem se na likovnem polju dejansko zgodijo neke stvari, ki so danes v neki tej mitski podobi za nazaj, bi rekla, precej nevidne. Med drugim tudi to, da če je kdaj naše likovno polje bilo zares prekrvavljeno, pretočno za zahodnim, so to prav 50. in 60. leta. To se pravi, imamo res nenavadno situacijo, kjer dobivamo ogromno izmenjave in razstav iz kapitalističnega Zahoda prav v času vzpostavljanja jugoslovanskega socializma. Medij razstave se je izkazal tudi kot nazorno presečišče razmerij med umetnostnimi, političnimi in družbenimi koncepti. Ob omembi razstave nas najpogosteje zanima, kdo razstavlja in pa kje. Poleg omembe umetnika in prizorišča pa pozabimo, da razstavo pravzaprav oblikuje vrsta organizacijskih in kuratorskih odločitev. Na kompleksen splet dejavnikov in akterjev, ki so za razstavami, se osredotoča tudi vaša monografija. Preden se ji posvetimo, morda še vprašanje o samem mediju razstave. Kaj so torej njegove značilnosti? Razstava je medij, preko katerega lahko zelo dobro očitavamo, kako se dogajajo recimo neke spremembe v politiki in družbi, hkrati pa tudi sledimo, kako same razstave, sploh če prihajajo nekje iz tujine, kaj one povzročajo v našem prostoru, kakšen je njihov vpliv, kakšna je recepcija, ali tukaj lahko prihaja do nekih ideoloških neskladij. Tukaj je morda pomembno reči, da ta knjiga je samo del raziskav, ki jih izvajamo na oddelku za umetnostno zgodovino, kjer smo že obdelali recimo razstavljanje v dolgem 19. stoletju, potem razstavljanje med obema vojnama in šele, če imamo neko tako
dolgo linijo lahko tudi nekako sploh očitavamo, koliko je razstavljanja, kakšna je kvaliteta razstavljanja v določenem obdobju. A ne? Recimo prav to obdobje med obema vojnama, ki smo ga raziskovali sočasno z drugo raziskovalno skupino na primeru Jakopičevega paviljona, recimo lepo pokaže neko obdobje, ko v likovni umetnosti ni nekih zares posebnih političnih interesov. Mogoče je tudi podobno zdaj temu času sedaj, ko dejansko obratujemo na neki svoji, kako bi rekla, običajni moči. A ne? Sicer je pa likovno polje pri nas zelo, zelo odvisno od političnih interesov, kjer potem tudi nastopajo neki taki viški, ki so včasih povzročeni z nekimi notranjimi interesi, včasih pa zunanjimi. Recimo, očitni notranji interesi se zgodijo okrog 1900 ali pa v 80 letih, ko imamo neke momente slovenskega nacionalizma ali pa nekih poskusov odcepljanja, kar se potem zelo vidi tudi na področju kulture in tudi likovne umetnosti, kjer je nenadoma v to usmerjeno ogromno nekih sredstev, energije doma. Imamo pa lahko tudi zelo očiten zunanji vpliv. To se nam pa zgodi prav po drugi svetovni vojni in pa v 90-ih. In če imamo kdaj res nek tak očiten političen moment, so to prav ta 50. in 60. Takrat je za Zahod zelo pomembno, da Jugoslavija ne bi zdrzela nazaj proti vzhodu in to potem povzroči nek tak res val interesa Zahoda za Jugoslavijo in tudi en tak izjemen val zahodnih razstav, ki takrat prihajajo, ki so po kvaliteti neprimerljive s čimerkoli prej in pozneje. Kot ste omenili, ima Ponografija dva pomembna mejnika razstav, med katerima je minilo 32 let. Nika Graber, v vašem članku se posvetite prvemu obdobju oziroma kronološko začetnemu. Obravnavate dve razstavi in druga izmed njih je bila postavljena za kongres Mednarodne zveze arhitektov v Rabatu, ki je imel naslov Kako arhitekt izpolnjuje svoje nove naloge. Kakšne pa so bile nove naloge arhitektov v Jugoslaviji in kakšno družbeno vlogo so dobili z vse bolj izraženimi zahtevami po avtonomiji arhitekture kot stroke? Kaj ste ugotovili v svoji raziskavi? Drži, ukvarjala sem se pravzaprav z dvema skromnejšima razstavama, ki sta se pojavili oziroma ki sta bili organizirani v Moderni galeriji v Ljubljani, ampak nobena od njiju ni bila pripravljena za namene razstavljanja v Moderni galeriji, temveč obe sta bili prenešeni po dogodku drugje. Prva arhitektura narodov FNRJ, ki je bila najprej postavljena v Beogradu, potem je potovala preko Sarajeva in Zagreba do Ljubljane in se je vedno tudi nekoliko preoblikovala leta 1949 in potem druga, ki jo omenjate, leta 1951, arhitektura Jugoslavije, ki je bila pripravljena za mednarodno prizorišče v Maroku, oziroma takrat še to ni bil Maroko, to je bila še vedno francoska kolonija v Rabatu v kontekstu UIA, Mednarodnega združenja arhitektov. Kar je pravzaprav zanimivo je to, da je to kontekst kongresov, arhitekturnih kongresov, arhitektov, ki so bili udeleženi tako iz vseh vetrov, torej iz vzhodnega in zahodnega bloka. In ta vloga arhitekta je pravzaprav bila drugačna glede na kontekst, v katerem so delovali, hkrati pa je Pierre Vago, ki je bil iniciator tega združenja, smatral, da se morajo arhitekti povezovati glede na zahteve, ki se porajajo v svetu arhitekture po drugi svetovni vojni. Torej, šlo je za številne patente, izmenjavo znanj in to naj ne bi preprečila delitev hladne vojne. Vloga arhitektov v Jugoslaviji je po eni strani razvidna tudi iz tega, da je bila pravzaprav sama razstava arhitektura Jugoslavije leta 1951 postavljena v Moderni galeriji po tem kongresu v Rabatu zelo kratke narave in je bila postavljena v tednu tehnike. Torej, zdaj se mogoče dotaknem vprašanja, kako sta arhitektura
pa umetnost nekako povezani, obstajajo polja prekrivanja in polja razhajanja. Eno je to, da arhitektura je oblikovala prostore za tudi razstavljanje, in druga stvar, da arhitektura ima to svojo vlogo, da pravzaprav poleg tega, da promovira neki izgled, recimo, ali neko likovne komponente prostora, estetske komponente prostora, hkrati promovira tudi način družbenega razvoja, ideologijo, produkcijo prostora. In v bistvu vloga arhitekta v povojni Jugoslaviji je bila to, da nedvomno se ta družba modernizira in da poda tudi idejo, kako naj ta prostor izgleda, da naj bo to prostor socialne vključenosti, da v bistvu nadaljuje določene tradicije z modernimi tehnikami in materiali, da obstaja to neko povezovanje različnih tradicij, ki so na tem prostoru obstajale. To je bila pač vloga arhitekta v tem lokalnem okolju, v primeru federativne Jugoslavije. Medtem ko nedvomno je imela svojo vlogo ta arhitektura tudi na mednarodnem prizorišču, in na ta del radi pozabljamo, da pravzaprav gre za kontekst hladne vojne in gre za vplive, gre za to, da je treba prenoviti celotno Evropo in da gre za čas dekolonizacije, ker je bilo tudi treba prepričati ljudi v različnih kontekstih, da to je njihov prostor prihodnosti. In tukaj je pravzaprav bil kontekst Jugoslavije zelo zanimiv, ker je pravzaprav se pričenjal industrializirati, se je pričel modernizirati, je vzpostavljal to moderno infrastrukturo in je bil pravzaprav zelo všečen in primeren za mednarodne kontekste pokazati in prepričati ljudi, da je vendarle to nekaj dobrega. Torej, vloga arhitekta ni nikoli omejena samo na njegovo lokalno okolje, v času in prostoru in del katerega so tudi razstave, se moramo zavedati, da te ideje resonirajo tudi mednarodno in preko različnih področji, da podajajo svoje ideje razvoja in ideologije prostora. Ali je bila Jugoslavija v arhitekturi bolj uspešna kot v likovnih umetnostih, da bi vzpostavila svojo lastno držo, ali se je tudi na tem področju prepustila prevladujočim vplivom Zahoda, oziroma pod kakšnimi lokalnimi pogoji se je oblikoval jugoslovanski arhitekturni diskurs povojnega obdobja? Ne morem trditi, da bi bila lahko bolj uspešna, manj uspešna, nedvomno pa lahko rečem, da v bistvu odnos do arhitekture je v teh kontekstih, ki se nenehoma prenavljajo, presnavljajo, borijo za preživetje, ambivalenten. To se vidi že samo na nivoju uporabe imena arhitektura v kontekstih, kjer se arhitekti organizirajo. Namreč Društvo inženirjev in tehnikov, ki je organiziralo to razstavo v Rabatu, glavni kustos razstave je bil Edvard Ravnikar, je imelo zelo naporno zgodovino in najprej šlo za društvo inženirjev, pravzaprav združenje inženirjev in arhitektov, ki je bilo ustanovljeno leta 1919, se pravi, gre za obdobje med vojnama, in potem se je takoj čez 2 meseca spremenilo v Združenje jugoslovanskih inženirjev in tehnikov. Pravzaprav je to neka tradicija, ki se potem nadaljuje v povojnem obdobju in spet po vojnem obdobju gre za društvo inženirjev in tehnikov, in potem znotraj tega arhitekti niso zadovoljni in se borijo za svojo avtonomijo in pravzaprav preko tega leta 1952 ustanovijo Združenje arhitektov Jugoslavije in potem iz tega tudi nastanejo Društva arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov Ljubljane in tako naprej. Skratka, to je eno zelo dinamično polje, kjer jaz mislim, da je treba povedati, da zaradi te tradicije, ki je obstajala, a ne že prej, torej od Plečnika, da se pravzaprav neka šola sprašuje o teh izvorih in kako pravzaprav se modernizirati, na kakšen način gnesti to neko materialnost prostora skozi en zelo specifičen, domiseln, kreativen proces, a ne, ima svoje specifike in v bistvu ta generacija to začne početi v novem kontekstu z novimi materiali in z novimi tehnikami in to počne zelo uspešno. Hkrati bi pa rekla tudi to, da ena stvar je, kako se državno stvari organizirajo, preko društev, preko zvez in tako naprej, ampak te stvaritve, tudi načini delovanja ne bi nikoli uspeli, če se ne bi ljudje čutili
interpolirane v ta projekt in pravzaprav ne bi ta državna struktura bila uspešna pri tem, kako zelo lokalne iniciative in društva pravzaprav z njimi dobro sodelovati. Torej, nikoli ne gre samo za projekt od zgoraj in od zdol, je tudi, ampak hkrati tudi in vedno in nujno tudi od spodaj na vzgor. Mogoče je klele smiselno reči to, da ko govorimo o uspešnosti, se je vedno treba vprašati o relaciji do česa. Zdaj, če se je kdaj zgodil resen razvoj likovnega polja za vsem mogočim, od bonitet za ustvarjalce, razvojem inštitucij in tako naprej, se je zgodil prav po drugi svetovni vojni. Je pa seveda verjetno letelo to vprašanje na to, zakaj dobimo toliko enih imenitnih zahodnih razstav, hkrati pa naše ne potujejo nazaj v tolikšni meri in tako zelo uspešno. Zdaj, en moment tukaj je še pomemben in sicer to, da se likovna umetnost in arhitektura zelo, zelo razlikujeta. Arhitektura je na prvem mestu praktična oziroma tudi praktična in se potem seveda s tem projektom socializma, ki dejansko gradi ogromno neke javne infrastrukture in tako naprej, zelo lepo dopolnjuje. Tudi recimo arhitektura, oblikovanje, imata potem tudi določene povezave z vzhodom, določeni ljudje recimo bi šli, tudi študirati Češka, Poljska ali pa kaj podobnega. To so stvari, ki jih na likovnem polju sploh ne zaznamo. Ker ta del likovnega polja, ki je vezan na visoko umetnost, je pa seveda nekaj, kar če poskuša sodelovati in tekmovati v zahodni kanonski umetnosti, se pa mora obnašati seveda drugače. Se pa ne more ozirati na to, kako bo kompatibilen za socialistično doktrino, ampak dejansko, kako bo kompatibilen z tem, kar se dogaja v tem zahodnem kanonskem svetu. To se pravi, te dve strani lovita precej različne cilje. Monografija se posveti tudi gostujočim razstavam jugoslovanskih umetnikov v tujini in razstavam tujih umetnikov v Ljubljani, z omembo tudi drugih jugoslovanskih mest. Vladimir Vidmar in Gregor Dražil, ker sta se v svojih raziskavah posvečala tujini, me zanima vajino razumevanje vpliva te kompleksne jugoslovanske globalne zunanje politike tistega časa na razstavljanje likovne umetnosti. Kaj sta ugotovila v svojih raziskavah? Jaz raziskujem raziskoval določeno, bi rekel, privilegirano področje. Tukaj gre za iskanje določene legitimacije pri tem, kar je takrat bil in ostal center umetnostnega sistema in to je ZDA. Tako da pravzaprav tukaj so interesi z naše strani, z jugoslovanske oziroma slovenske strani še najbolj poudarjeni. Tako v političnem kot potem tudi v umetnostnem smislu in tukaj se te dve stvari zelo dobro dopolnjujeta. Predvsem zato, ker sta tudi obe državi a priori že prepoznali svoj interes v tej kulturni izmenjavi. Na eni strani Jugoslavija, ki se je zdaj po sporu s Informbirojem morala drugače zunanje politično pozicionirati, pa po drugi strani ZDA, ki je zdaj, kot je Beti Žerovc na začetku povedala, zelo investirala v to, da Jugoslavijo izreže iz tega konteksta sovjetske vplivne sfere. Ena in druga stran prepoznata takratno visoko modernistično produkcijo kot najboljše orodje za to igro. Pravzaprav zato, ker se te zelo kmalu začnejo držati atributi modernosti, progresivnosti, usmerjenosti v prihodnost. Tak nas se je hotela navzunaj predstavljati Jugoslavija. To je pa tudi vrednostni sistem kapitalizma, ki ga je hotela pravzaprav Amerika, ki so ga hoteli ZDA še bolj vcepiti v jugoslovansko družbo in to počeli vključno tudi z umetnostjo, prek umetnosti. Jaz sem se v svoji raziskavi in tudi sicer se ukvarjam z Ljubljanskim grafičnim bienalom, tako da sem v tej konkretni raziskavi za ta projekt
pa nekako naslavljal oziroma probal raziskati en aspekt, ki je z zgodovino grafičnega bienala zelo tesno povezan, in to je razstavljanje slovenskih umetnikov v tujini, konkretno oziroma bolj specifično na Zahodu. Zdaj, zakaj ravno na Zahodu? Grafični bienale je bil, čeprav ustanova, institucija, razstava, projekt, ki je bil nekako internacionalen oziroma v svojem bistvu zastavljen kot neka zelo inkluzivna, nekako vključujoča razstava, ki bi združevala države oziroma umetnike, ki prihajajo iz držav različnih političnih, ideoloških, geopolitičnih polov, v osnovi, kot ugotavljamo v zadnjih letih, izrazito zahodno usmerjena, kot smo v tem današnjem pogovoru nekako že izpostavili. Znotraj te strukture grafičnega bienala se na najrazličnejše načine in v najrazličnejših primerih kaže, kako močno je bil v bistvu Zoran Kržišnik kot ustanovitelj grafičnega bienala in nekako soustanovitelj bienala in njegova gonilna sila skozi praktično 40 let njegovega direktorovanja Moderni galeriji in kasneje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru ter bienalu v bistvu usmerjen k Zahodu. Mene je zanimalo v bistvu nekako ta preplet teh dveh stvari, to se pravi te bienalske izrazite usmerjenosti k Zahodu in pa razstavljanja, za katerega vemo, da ga je bilo, že odprej vemo, da ga je bilo v tujini veliko, mogoče pa nismo vedeli točno, na kakšne načine je do teh priložnosti za razstavljanje prihajalo in kako so te priložnosti v bistvu bolj natančno povezane z zgodovino grafičnega bienala. Tako da jaz sem nekako poskušal v tej svoji raziskavi nekako najprej v splošnem prikazati, da je bilo tega razstavljanja res veliko, potem pa nekako poiskati te stične točke med bienalom in temi razstavami, pri čemer se je nekako pokazalo za smiselno v bistvu iskati povezave med bienalom in temi razstavami v nekako širšem kontekstu. Torej, zelo težko tukaj razločujemo delovanje bienala od Moderne galerije, kot spet ena osrednja institucija, ki smo danes že omenjali v slovenskem likovnem prostoru tega časa, pa tudi drugih z njo povezanih institucij, kot je na primer Mala galerija, ki je še en pomemben v bistvu tak salonski tip razstavišča, ki je v povojnem obdobju, zlasti od takrat, ko jo prevzame Moderna galerija, torej od konca 50-ih let dalje, pomemben dodatek oziroma neko dodana vrednost recimo Moderni galeriji. Pokazalo se je skozi raziskavo, da mogoče na določenih primerih, kot je recimo Francija, s katero je bil bienale že od začetka zelo močno povezan, pa kljub temu nekako razstavljanje slovenskih umetnikov v tej državi recimo ni zares zaživelo oziroma je bilo omejeno na neke zelo posamične povezave in primere in osebnosti, medtem ko je v državah, kot sta Zahodna Nemčija, ki ste jo omenjali, in Italija, to razstavljanje izrazito intenzivno in sega na praktično na zelo različna področja, torej na razstavljanje v privatnih galerijah, javnih inštitucijah, za povezovanje z grafičnimi založniki, recimo, torej založbami kot nekimi poli, kjer se bienale, v katere se bienale zelo rad in pogosto umešča in tako naprej. Torej, to so razstave samostojne razstave nekaterih vidnejših seveda slovenskih umetnikov, kot je najbolj izstopajoč primer tukaj definitivno Janez Bernik, ki je tudi sicer neka taka zelo pomembna figura v tem, ko raziskujemo razstavljanje slovenskih umetnikov v tujini, pa do množice v bistvu skupinskih razstav, ki jih je v veliki večini organiziral Zoran Kržišnik oziroma z njim nekako povezane osebnosti, z njegovi sodelavci, predvsem v Moderni galeriji in v okviru grafičnega bienala. Morda je tukaj treba, čeprav smo šli že naprej, reči še to, da eno takih izhodišč pred to raziskavo je bilo tudi to, da danes je podoba tega, kako je izgledalo na likovnem polju pač to obdobje socializma, skrajno mitizirana. Ne? Preko študencev se recimo lepo vidi, kako danes prevladuje neka ideja, kako ni bilo ničesar, kako ni bilo nobenih izmenjav, kar je v popolnem nasprotju s tem, kar se je
dejansko dogajalo. In to smo poskušali zdaj tukaj dejansko faktično raziskati, zato da se pač te ideje dokončno uvržejo. Treba je reči, da se ta knjiga povezuje tudi z spletno stranjo razstavljanja v Sloveniji.si, in da imamo mi teh mednarodnih raziskav več. Zelo, zelo precizno recimo imamo obdelano tudi izmenjavo za Avstrijo in, kar je zelo pomembno, v knjigi Katarina Mohar je obdelala izmenjavo za Sovjetsko zvezo in za Vzhodom. In tam se potem pa lepo vidi, kako tam izmenjave skoraj da ni, kako jo likovno polje ne želi in kako se tudi do Vzhoda obnašamo takrat kot Zahodna Evropa. Drug moment je pa tudi ta, da ko govorimo o vseh teh stvareh, je treba ves čas imeti v glavi, da je to obdobje hladne vojne. Hladna vojna je pa vojna, ki se pač vodi ne tako, da se okupira neko ozemlje fizično, ampak z ideološkimi mehanizmi. Vladimir Vidmar, v svoji raziskavi omenite strategijo mehke moči, ki so jo uporabljale ZDA. Zakaj menite, da je bila ravno ameriška kultura tista, ki je v Jugoslaviji padla na plodna tla? Kot sem že omenil, Amerika je v političnem in umetnostnem sistemu takrat brez dvoma postala center sveta. In to je absolutno nekaj, kar motivira in jugoslovansko zunanjo politiko in jugoslovansko diplomacijo, da se posluži najbolj primernih mehanizmov za povezovanje s takim centrom sveta, takim centrom moči. Tukaj je, kot je poudaril že Gregor Dražil, ključen interes kulturne elite oziroma kulturnih elit, ki je leitmotiv, ki se pojavlja skozi zelo različne dele te knjige. Pri poglavjih, kot je moje, ki se ukvarja neposredno s njihovim igriščem, se pravi tistem, čemu danes rečemo visoka umetnost, je pa absolutno nezakrit, pravzaprav kot je že Beti povedala, gre tukaj za absolutna prizadevanja po nadaljevanju že predvojne usmerjenosti, po zgledovanju, po popolnem ravnanju, po zahodnem umetnostnem sistemu, po kapitalističnem, ki je zdaj sicer v nasprotju z državnim rezonom d'etre, ampak hkrati to ne moti kulturno elito, da ga nenehno uriva kot osrednji in univerzalni interes, kar je še ena past modernistične ideologije. Ampak kot urednik bi še pripomnil, da se to ne dogaja samo na področju visoke umetnosti, ki ga obravnava in jaz in recimo Gregor. To postaja čez čas očitno tudi na drugih področjih, tam, ker naj bi se uveljavil sicer precej bolj sramežljivo in manj jasno definiran ta drugačen državni socialistični poskus uveljavljanja drugačnega kulturnega udejstvovanja in produkcije. Tudi tukaj se s časom rastjo moči kulturnih elit čedalje bolj krči ta prostor za neko bolj egalitarno, neprofesionalno, mogoče amatersko, tudi z revolucijo navdihnjeno ukvarjanje z umetnostjo. Tudi tukaj se počasi, ampak zelo vztrajno začnejo uveljavljati interesi kulturne elite in njihovi standardi kot edin zavezujoč način delovanja. In pravzaprav to nekako pripelje do tega, do te osnovne, v celi knjigi zelo prisotne diskrepance med neko ravnijo splošnega izjavljanja socialistične države in njenim kulturnim poljem. V bistvu, kar Vladimir govori, to pa je nekaj, kar se da v bistvu lepo pojasniti recimo preko spomenikov, kjer imamo po drugi svetovni vojni množico spomenikov, zaradi tega, ker je bilo toliko žrtev, in seveda te nastajajo od spodaj navzgor, to so svojci, borčevske organizacije in tako naprej, in so oni zelo, zelo raznoliki. Potem v 50 letih v bistvu dobimo kombinacijo. Država se odloči, da bo gradila neko državno ideologijo preko spomenikov, hkrati pa preda to tej tehno-kulturno-umetnostni buržoaziji, jugoslovanski, in potem seveda za te ključne spomenike, za najbolj prestižne, tudi najbolj plačane projekte,
tem vstopajo vedno avtorji iz področja visoke umetnosti. Na ta način potem seveda dobimo spomenike, ki so lahko izjemna umetniška dela in so danes zelo, zelo cenjeni, ne pomeni pa, da so dobro delovali kot ideološki mehanizmi. Ker problem pri vsem tem ni, da bi bilo te stvari ni bilo lepo videti, te razstave in tako naprej, izjemno. Mislim, da si vsak od nas želi, da bi imel nek boljši vstop kot samo preko nekih črno-belih slik. Problem je tukaj le bolj, kaj se seveda preko tega implementira. Sredstva vašega raziskovanja so bili arhivski dokumenti, obrazstavne objave, medijsko poročanje in diskurs, likovne kritike, časopisne polemike, pa tudi neposredna pričevanja. Kakšen je bil vaš stik z arhivi in dokumentacijo iz preteklosti? Na kakšne ovire ali presenečenja ste naleteli? Jaz sem se pri tej raziskavi, če govorimo prav konkretno o arhivskem gradivu, naslovno na en majhen, ampak tudi za to raziskavo zelo pomemben arhivski fond, ki obravnava oziroma orisuje in dokumentira grafični bienale in nekako razdeljen med dve instituciji, med Moderno galerijo in Mednarodni grafični likovni center kot današnji organizator bienala. To arhivsko gradivo oziroma ta arhivska dokumentacija ima tudi sama po sebi zelo zanimivo zgodovino oziroma tako burno preteklost, namreč v določenih obdobjih tudi raziskovalci, ki so se pred mano recimo ukvarjali z grafičnim bienalom, so imeli veliko manjši dostop do tega gradiva, recimo kot ga imamo danes. Veliko tega arhivskega gradiva je bilo tudi izgubljenega, recimo ob ustanovitvi nove institucije in podobno. Tako da tukaj se tudi situacija v bistvu glede tega arhivskega gradiva nekako spreminja praktično iz generacije v generacijo. Tako da tukaj mogoče to, kar se mojega dela tiče. Arhitektura je že sama po sebi dokumentirana na razstavi, torej ste se vi, Nika Grabar, ukvarjala z dokumentacijo. Kakšna je bila vaša izkušnja? Moja izkušnja je bila, kot vedno v arhivih, ki se tičejo arhitekture, da je tega gradiva izjemno malo ali pa ga je preveč. Kar se tiče teh dveh razstav, je bilo gradiva resnično malo v smislu gradiva, kaj je botrovalo temu, da je do razstave prišlo, torej iz razmeroma skromnih virov v smislu samih dopisov in tako naprej. Je bilo treba sestaviti to zgodbo. Drugo je pa seveda, da je material sam zelo poveden. In če se mogoče navežem na to, kar je že bilo povedano o sferah vpliva na področju umetnosti, mogoče za arhitekturo spet podobno, ampak nekoliko drugače velja. Zaradi tega arhitektura, tako kot je bilo rečeno, je prisotna v naših življenjih, je ves čas navzoča. Za arhitekturo so pomembne tudi zelo velike investicije in v tem smislu je čas hladne vojne pomenil tudi zelo konkretna navezovanja na ene ali druge vire financiranja in v knjigi govorim o dveh načrtih. En je Marshallov načrt, drug je Molotov načrt in pravzaprav, ko se Jugoslavija odloči pravzaprav iti stran od vzhoda, je absolutno potrebovala investicije, medtem kot na zahodu ni nikakršnih dilem, da so si želeli investicije pelati onkraj železne zavese. Torej, arhitektura ni pravzaprav v nekem aspektu, jo lahko razumemo kot mehko moč, ampak gre pa tudi za zelo konkretne investicije. In arhitektura je potem pravzaprav s svojimi vplivi, tudi s samimi načini načrtovanja, z metodologijami planiranja, tista, ki odpira druge prepletenosti z družbenim poljem. Torej, arhitektura, naprimer konkretno na razstavi v Rabatu, je lahko bila predstavljena kot nekaj, kar je zanimivo tudi za socialistične države. Kljub temu, da je bilo veliko polemik, ali naj se Jugoslavija sploh lahko pridruži združenju mednarodnemu ali ne. Temu je izrazito nasprotovala Poljska, naprimer Helena Sirkus je bila precej odločna pri tem. Naj mogoče omenim samo aktualno temo in sicer združenje arhitektov mednarodno združenje arhitektov je takrat pravzaprav zavrnilo idejo, da bi podpisali štokholmski apel, kar je pravzaprav bila mirovna deklaracija proti uporabi oziroma sploh izdelovanju jedrskega orožja in tle so bile zelo naklonjene socialistične države, Zahod pa ne. Poleg tega,
glede na to, da je leta 1948 Jugoslavija ubrala drugačno pot od vzhodnega bloka, pravzaprav je bilo vprašanje, ali bi bilo primerno razstavljati jugoslovansko arhitekturo kot nekaj, kar je interesantno, a ne za vzhodni blok na Poljskem. Zato je pravzaprav tudi prišlo do tega sploh, da je bila razstava postavljena v Rabatu in ne v Varšavi. Skratka, Jugoslavija je tle se znašla na nekem zelo dinamičnem, polemičnem polju, ki se dotika tega, kaj pravzaprav arhitektura vse odpira. Ne samo estetska vprašanja, ampak zelo konkretna gospodarska vprašanja, investicijska vprašanja in moramo razumeti arhitekturo tudi v povojni arhitekturi sveta v smislu bančnih investicij, pridobivanja kreditov, odplačevanja kreditov, kar seveda pomeni celotno infrastrukturo, tudi pravno infrastrukturo, bančno infrastrukturo, ki zaveže z krediti način delovanja, način razvoja neke družbe na mnoga leta. In pogojuje tudi, na kakšen način se bodo stvari razvijale. Torej, vprašanje, ki se tukaj odpira, je, ali smo pravzaprav želimo videti Jugoslavijo tudi v tem kontekstu, ker nominalno govorimo o socializmu, ampak vendarle načini investicij, načini planiranja so bili pogojeni z kapitalističnimi mehanizmi in pravzaprav mislim, da pod črto, kolikor se ukvarjam z vprašanjem hladne vojne, lahko rečem, da je šlo za državni kapitalizem. Če nadaljujem mečkan tole, kar pravi Nika, o tem smo govorili že nekoliko prej glede likovne umetnosti, ampak tukaj je treba reči tudi, da ko se srečujemo z raziskovanjem, tukaj ni problem samo arhivi, informacije ali pa kaj podobnega. Problem je, da načeloma to raziskujemo ljudje, ki smo to navajeni raziskovati na en določen način in pretežno smo umetnostni zgodovinarji, ki smo absolutno izobraženi znotraj zahodnega umetnostnega kanona. In mi verjamemo v tisto, kar so tam neke osnovne premise in potem nam je seveda skrajno težko sprejeti, da so bile stvari drugačne, da so se politično obnašale na nek način, ki ga morda niti nismo pričakovali. To se pravi, to je ena težava, druga težava je pa ta, da ker smo naučeni gledati samo polje visoke umetnosti, ki je tudi že nastavljeno tako, da s tem impulzom razstave ves čas sproži tudi likovno kritiko, poročanje, razstavni katalog, to se pravi, se samo zgodovini, mi dobimo že vse na pladnju, mi potem samo s tem delamo, ko pa nenadoma prestopimo v širše polje, kjer poskušamo loviti vse te stvari od ametarizma, revolucije, kako je bilo to povezano in tako naprej, imamo pa nenadoma kar veliko težavo. Recimo težavo imamo tudi s tem, mi imamo ves ta čas tekom socializma številne avtorje, ki zelo ugovarjajo temu naslonu na zahodno kanonsko umetnost. Oni so zelo jasni, v tem, do česa bo to pripeljali. Ampak mi smo jih seveda navajeni jemati samo kot ene take dežurne tepčke, ki govorijo stvari, ki jih ne bi smeli, ki so preveč proruski ali pa ne vem, kakorkoli že, In zdaj seveda je pa polagamo jasno, da bomo te stvari morali nekako drugače prejeti, jih prevrednotiti. Ampak tukaj je tudi tako, mi smo zdaj prva generacija, ki dejansko pišemo zgodovino tega obdobja, ne da bi bili v njem udeleženi. Tudi tukaj je tako, da če poslušamo, kaj ljudje govorijo, slišimo eno zgodbo, ki je zdaj zelo prilagojena temu, kako vidimo svet, vzhod, zahod, kapitalizem in potem neka groza, kjer je absolutno treba vedno vzeti Jugoslavijo izven tega, ona je svoj sistem, ona ni za železno zaveso, ona ima izjemno izmenjavo, saj kar se nas na likovnem področju tiče in jo tudi zelo podpira, skratka pogoji so, bi rekla, idealni. Tako da pri tem raziskovanju niso problem toliko arhivi, ampak kako se soočati z miti in za to našo lastno ideološko vpetost v nek sistem. Da se samo malce nadovežem in hkrati odgovorim na to vprašanje o arhivih. To, kar je Beti pravkar povzela, zelo dobro postaja vidno pri določenem korpusu materialov, ki so medijski odzivi.
kjer vidimo, da so slovenski kritiki tega časa, vsi po vrsti zelo dobro izurjeni umetnosti zgodovinarji, bili absolutno sposobni formalno prebrati vse to, kar smo pač dobili v teh umetnostnih paketih iz ZDA. In to kritično presojati. Tisto, česar niso bili kritično sposobni presojati, je bila pač osnovna premisa, ne, da to, kar pač prehaja na praporju pač absolutne svobode, se pravi v svobode umetniškega izražanja, ki so jo potem enačili s politično svobodo, ne, ki jo naj prenaša kapitalizem. Ne. In tukaj je pač zelo dobro vidno, kako je čisto dovolj v vseh teh manevrih, da ti pač nekako ponotranjiš samo osnovno premiso. Ne, vse drugo bo sledilo. In pravzaprav je tukaj, kot je Beti povedala, pri raziskovanju zato pomemben pravzaprav nek proces očiščenja od teh osnovnih načel naše stroke oziroma to, kar smo si zastavili kot neko neposredno polje, znotraj katerega delamo, ki je zelo prejudicirano z določenimi ideološkimi predpostavkami. Tako kot ste sami že omenili, ste vsi dejavno vključeni v današnji sodobni umetnostni sistem, kot umetnostni zgodovinarji, kot raziskovalci, pisci, kustosi, ustvarjalci, ustvarjalke. Prav zaradi tega podrobnega vpogleda v obdobje začetka hladne vojne, ki so vam ga omogočile vaše raziskave, ali morda lahko umestite delovanje sodobne kulturne politike v širši svetovni spekter, na kakšen način vplivajo gostovanja ali poteze in odločitve na uglednih svetovnih umetniških razstavah na sedanjo svetovno politiko, če in kakšno je pozicioniranje države Slovenije znotraj nje, kateri aktualni primeri so vredni izpostavitve? Naša raziskava se konča 1979, ko se v Sloveniji naredi ena taka res odlična, velika razstava, slovenska likovna umetnost, ki nekako jasno pa takrat že zakoliči, kje smo. Povsem jasno je, da je zahodni umetnostni kanon tisto, čemur sledimo, da smo zaprti v svojo republiko, da ne želimo neke skupne umetnostne poti, da se pač umetnost dogaja in zgodovini zelo, zelo nacionalno. Ampak tukaj se tudi naša raziskava neha, potem 80 prinesejo spet neke številne spremembe in potem se zgodijo 90, ko je spet nekako mednarodni svet zelo, zelo zainteresiran za nas, ker takrat se pa zgodi recimo ta druga hladno vojna faza širitve kapitalizma, ko ta samo še nekako preči vse države, vse do Kitajske. In takrat smo mi eno kratko obdobje, recimo spet se kopamo v tej naklonjenosti, pomembne vsebnosti Zahoda, ampak tokrat je to obdobje res kratko, ker nas nekako ne rabijo zares. Tako da že ko se v Ljubljani zgodi manifesta, ki mislim, da je bilo 2000, je mislim, da že vsem jasno, da je ta vlak že odpeljal dalje. In od takrat bi predvsem rekla, da smo na svoji moči brez nekih posebnih teh političnih dvigov, kar pomeni, da mednarodno skoraj nimamo neke prezence, likovno polje je ona zelo, zelo minimalna. Izmenjave bi jaz rekla, da so zelo nedodelane, zelo, zelo sporadične in tudi tisto, kar se nam dogaja, je, da seveda umetniki, ki so recimo bolj znani, v resnici razen, da izhajajo iz Slovenije niti nimajo nobene posebne zveze. Jaz si mislim, da bi morali nekako zelo, zelo razmisliti, kaj si mi v taki situaciji od kulture želimo in narediti za to neke jasne smernice. V resnici se mi zdi, da brez minimalnega konsenza, kaj je naš interes na področju kulture oziroma umetnosti, bomo pač težko shajali boljše kot to zdaj. Pravzaprav se zdaj nahajamo v času, ko smo pa absolutna kulturna in umetnostna margina. In če govorimo že v kontekstu te razstavne izmenjave, s katero sem se jaz ukvarjal, že tukaj je primerjava povsem jasna. Ne? Mi smo pač v času, ki sem ga jaz obravnaval, se pravi predvsem v 50-ih, 60-ih,
kljub temu, da je šlo to za simptom pač kulturnega imperializma, tukaj le dobivali pač prvovrstne umetniške izdelke in to pravzaprav sinhrono s časom njihovega nastanka, s njihove produkcije. Danes je ta izmenjava zelo provincialna. Predvsem naše skoraj nič ne prihaja ven, razen pod redkimi pogoji, kot jih je Beti opisala, če je nekdo že izpostavljen, se pravi, naše okolje ne prenaša nobenega kulturnega kapitala. Tisto, kar prihaja k nam, pač prihaja spet z določenim, to je zelo antipatična beseda, zamudništvom. Dobijamo nekaj, kar je že skoraj, da bi rekel, umetniško in kulturno precej obrabljen kulturni produkt, in to se potem tukaj plasira kot nek simptom moment kulturnega prestiža, kar je še posebej potrditev totalne provincialnosti. Če mogoče še dodam iz nekega drugega zornega kota, torej v času hladne vojne je bila zelo jasna ambicija Zahoda, da hladno vojno zmaga. In pri tem so bile pomembne razstave, likovna umetnost, tudi arhitektura, pri čemer je šlo dostikrat za tak neočiten vpliv, torej za velike investicije, ne samo v projekte velikih razsežnosti, ampak predvsem zato, da se promovirajo metodologije planiranja. To pomeni način, kako se nekaj splanira, zato da to prinese dobiček, da je s tem povezano, zato da so s tem povezani krediti in tako naprej. In v to je šlo ogromne količine denarja. Del tega popišem tudi v svojem poglavju, sicer pa sem se ukvarjala z načinom delovanja Fordove fundacije v okviru ameriško-jugoslovanskega projekta. Ampak zakaj omenjam na tej točki? Zaradi tega, ker pravzaprav to investiranje oziroma te izmenjave obstajajo najbolj intenzivno do 70 let, potem pa v drugačnih oblikah trajajo do 90 let. In v bistvu od 90 let dalje pravzaprav ne gre več za investicije v prostor, ne gre za oblikovanje idej, ideologij prostora, temveč pravzaprav se začnejo investicije obračati drugam, namreč v investicije tega, da se vzdržuje ideja demokracije. To pomeni, da se v 90-ih začne intenzivno vlagati v podpiranje nevladnih organizacij. In tudi zato se ve, da bo to trajalo nekaj časa, mogoče najbolj očitna med temi je Sorošova fundacija. In od takrat naprej naj bi družba sama prevzela to vlogo, da bo pravzaprav organizirala financiranje tega mnoštva glasov, demokracije in tako naprej, raznoraznih razpisov, kar se seveda ne zgodi. Torej, potem, ko pravzaprav te fundacije ukinejo ali pa zmanjšajo financiranje, pravzaprav lahko vidimo ta krč, v katerem se je slovensko kulturno prizorišče znašlo. In še vedno traja. Ja. Mogoče jaz samo še iz svoje perspektive, glede na to, kje delam in s kakšnimi težavami se recimo mi srečujemo. Mi recimo, ko govorimo o razstavah velikih umetnikov, tujih umetnikov pri nas, recimo v naših institucijah, ki so večinoma javne institucije, to so prav financirane z nekim javnim omejenim seveda denarjem in kjer imamo v bistvu zelo omejeno število nekih privatnih institucij, sploh pa kakšnih fundacij, ki bi si lahko privoščile večje projekte, so seveda pač, kot že danes večkrat omenjeno, razstave kakšnih večjih umetnikov, kot recimo že recimo naš primer, ko smo imeli pred kratkim razstavo Viktorja Vazarelija v Sloveniji, to so projekti, ki so v primerjavi s tem, s kakšno lahkoto so taka velika imena prihajala v Slovenijo v 50 in 60 letih, recimo so današnji nekak napori, ali kako bi temu rekel, tudi finančni in vsi ostali neprimerljivo večji in tudi to so v bistvu tak projekt, ki bi v 60 letih recimo terjal, en telefonski klic ali pa eno pismo, so nepredstavljivo večji vložki in trud v bistvu v to, da lahko sploh dobimo eno tako večje ime v slovenski prostor in zato je seveda takih razstav lahko si privoščimo relativno malo. Gregor Dražil, Nika Grabar, Vladimir Vidmar in Beti Žerovc, najlepša hvala za obisk v studiu in izčrpen pogovor. Hvala tudi vam.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušali ste oddajo Ars Humana, v kateri smo se posvetili novo izdani znanstveni monografiji Želja in protislovja, likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947 do 1979. Za tehnično izvedbo je poskrbel Vjekoslav Mikes, pogovor sem vodila Urška Savič. Srečno! Oddaja o humanistiki. Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana.